Festival slovenskega filma nikakor ne more zapluti v neke mirne vode. Vedno so kakšni problemi pri organizaciji. Ti so pogosto povezani z raznimi reorganizacijami, sprejemljivimi vodstvi na filmskem skladu. No, letos je bil problem to, da smo začeli priprave sorazmerno pozno, zato ker so bile pozno sprejeti splošni pogoji poslovanja, ki so v določeni meri spremenili dosedanje priprave in izvedbo samega festivala. Potem sledijo, ker smo pač javni zavod, javni razpisi in na žalost je tik pred podpisom pogodbe z Društvom slovenskih filmskih delavcev prišlo do tega, da so od pogodbe odstopili in tako smo morali na novo, na hitro zorganizirati ekipo sami in bomo tako tudi ta festival pripravili. Je pa to ena šola za naprej in mislim, da bo treba stvari zastaviti drugače, da bo šlo za neke dolgoročne aranžmane, da se festival slovenskega filma institucionalizira, da postavimo neko organizacijo, ki bo stvar izvedla, filmski sklad bo pa to sofinanciral, tako kot sofinancira druge festivale. Doslej so bili očitki pogosto, da regija ne živi z festivalom, no, zaradi tega smo sprejeli ponudbo občine Piran, da bi organizirali prvo predstavitev oziroma otvoritev festivala na Tartinijevem trgu, delno tudi zaradi tega, ker imamo primeren film za to, to je film Piran Pirano Gorana Vojnovića. No, moja pričakovanja so predvsem v tej smeri, da bi manj gledali, kaj je bilo narobe narejenega, ne vem, mogoče pri organizaciji festivala, pri kakšni odločitvi, kakšne žirije, ampak da se te pomanjkljivosti pač sprejmejo za neko toleranco, ker tisto, kar napredek je to, da se spodbuja dobro delo in tisto, kar je pa malo slabše, se pa morda v nadaljevanju popravi. Tako da v slovenskem filmu je tega sodelovanja bilo veliko premalo, veliko preveč nekih kritik, polemik, namesto da bi se vsak, ki lahko karkoli prispeva, to tudi naredil.